Po mnenju prvih naj občina, ki je hkrati lastnik mariborskih lekarn, ne bi smela imeti v lasti tudi družbe, ki se ukvarja s trgovino z zdravili. Drugi pa pravijo, da prodaja Farmadenta ni nujna, saj javni zavod Mariborske lekarne in Farmadent nista neposredno povezana. Do zaključka redakcije še nismo vedeli, ali je seja sklepčna ali ne, vsekakor pa velja, da je problematika Farmadenta pomembno vprašanje. Ko smo o teh dilemah govorili na mestnem svetu, na predpoletni seji, smo tudi sprejeli sklep, da bomo zahtevali avtentično razlago zakona in skozi postopek avtentične razlage zakona se je jasno izoblikovalo s strani ministrstva, generalne državne sekretarke ministrstva, vlade, da avtentična razlaga ni potrebna, ker je zakon kristalno jasen, torej treba je prodati Farmadent. Mnenja o razlagi 26. člena zakona o lekarniških dejavnostih so vseeno tudi tik pred sejo različna, kar se pozna tudi pri odločanju. Nekateri menijo, da se Farmadent ne bi smel prodati. Zakon je jasno ekspliciten. Govorimo o vertikalnih povezavah, torej lastnik ne sme izvajati lekarniške dejavnosti. Vendar mi smo lastništvo prenesli na občino in občina ne izvaja lekarniške dejavnosti. In to je pravno dejstvo, ki ga potrjujete tako Boštjan Brezovnik, strokovnjak za lokalno samoupravo v Mariboru, kot seveda tudi profesor Trpin iz Pravne fakultete v Ljubljani, ki je jasno napisal, da seveda v primeru mestne občine to ne velja. Interpretacije zakona in člena so vseeno deljene. Vertikalne povezave so prepovedane tudi preko ustanovitelja. Mi smo ustanovitelj tako lekarn kot Farmadenta, tako da tu ni nobene dileme. Tu je zakonodajalec jasen. Zakaj pa je to sprejel, to je pa drugo vprašanje, ampak to zdaj, ko je enkrat zakon sprejet, o tem ne moramo debatirati. Kljub dejstvu, da so svetniki že izglasovali samo prodajo družbe Farmadent in z njim povezanega podjetja Coop Pharm, pa se pojavljajo še vprašanja, ali je prodaja smiselna. Zakaj se mudi? Kdo hoče seveda dobiti, in prodati srebrnino mesta Maribor? Pa morate vprašati župana, še enkrat naj povem, podjetje Farmadent letno ustvari več kot 100 milijonov evrov prihodkov. Prodati zlato kuro za 4,8 milijonov evrov, s tem, da je v tej ceni tudi nepremičnina na Teznem, ki je bila takrat vredna 20 milijonov evrov, je skregano vsako logiko. Že pred današnjo sejo smo skušali priklicati tudi predstavnike nekaj svetniških skupin, pa jih nismo dobili ali pa so povedali, da jih na seji danes ne bo in da bodo z mnenji počakali na konec seje. Pri tako pomembnem vprašanju, kot je prodaja Farmadenta, bi vsekakor lahko imeli mnenje ustvarjeno že pred samo razpravo.